Oktet Lip Bled je v 40 letih svojega nastopanja na odrih po vsej Sloveniji in v tujini navduševal občinstvo. Za svoje delo so prejeli številna priznanja, med njimi tudi najvišje na glasbenem področju, Galusovo plaketo in značko v letu 2020. Zasedba se je v letih od nastanka okteta leta 1984 večkrat menjala, nekateri pevci pa so v oktetu še danes. Člane okteta smo obiskali na eni izmed njihovih vaj. Tako, zdaj se odpreš, še. Ne moreš vedno več. Pa spet nazaj. Zdaj pa več. Z njimi smo se pogovarjali o tradiciji petja v zasipu, o nastanku okteta, o tem, zakaj radi pojejo in kam vse jih je pot na njihovih nastopih zanesla. Oktet je v Lip Bled je nastal pravzaprav na predlog profesorja Janeza Boleta. On je tudi soustanovitelj slovenskega okteta bil. In on je bil naš umetniški vodja takratnega zbora. In smo imeli, potem smo prišli pa v krizo zaradi kadra in je dal predlog, je bil njegov predlog pravzaprav za ustanovitev okteta. In takrat iz tega zbora, takratnega komornega zbora, ki ga vidite tlele, to je ta zbor, iz tega zbora je naslov recimo takrat 84 leta oktet. Oktet Lip Bled in imeli smo to srečo, da smo sponzor je bil okteta Lip Bled je bil pravzaprav od vsega začetka delovna organizacija Lip Bled. In moram reči, da je še danes in imamo izredno lepe odnose. Mislim, tako da oktet, lahko rečem, če bi se začeli pogovarjati o tej dejavnosti okteta, ima izredno bogato pot. Imamo preko 3000 koncertov po takratni Sloveniji, po Sloveniji in pa po Jugoslaviji, pa po celi Evropi. V zlatih letih oktetovstva je v Sloveniji delovalo kar 111 oktetov. Oktet Lip Bled si je v vseh letih delovanja zagotovil spoštovanje in ugled ter požel navdušenje, kjerkoli so nastopili njegovi člani. Danes so najstarejši delujoči oktet v Sloveniji. Tradicija v zasipu, kar se petja tiče, lahko rečem, da je izredno bogata. Leta 1925, ki je bil ustanovljen kulturno-umetniško društvo, takrat je bil že pevski zbor. In petje je bilo v zasipu zmeraj prisotno, razen v drugi svetovni vojni. To se pravi, od 41 do 45 leta je takrat bila prekinjena ta dejavnost. Ampak 46 leta so bili že spet, je zbor spet začel delovati. In do danes ta oktet, oziroma ta petje pravzaprav v zasipu je skozi je ta kultura pravzaprav v zasipu izredno močna. Izredno močna. Jaz težko rečem, kjer kraj je recimo tako bogat, kar se tega tiče. Te kulture dejansko res. In zelo sem vesel, da mi smo malo leta prišli. Sem pa zelo vesel, da se je pojavila, mislim, je tudi mlada generacija se je pojavila. To je, ga že poznate, da se na Canticum Novum, to je nova pevska skupina, ki je izredno začela delovati. Jaz sem zelo vesel, da se ta tradicija nadaljuje. Po poklicu grafični oblikovalec, sicer pa zavzet kulturnik in športni delavec. Skoraj je ni organizacije v zasipu, ki je ne bi vodil ali v njej deloval.
Ciril Krajger je vsestranski umetnik, svoj kraj Zasip pa ima globoko v srcu. Kot pravi, je peti začel bolj zaradi bratov, a v družini pevcev bi petju težko ušel. V oktetu namreč pojeta tudi brat dvojček Metod in starejši brat Niko, ki igra tudi na harmoniko. Če sem čisto odkrit, mislim, jaz na petje pravzaprav nisem bil, jaz sem bil zaradi bratov pa očeta, sam pa na začetku pravzaprav nisem bil pevec, jaz sem bil v familiji. V družini sem bil pravzaprav proglašen za nepevca, moram tako reči. Ampak brat je bil neprimerno bolj kvaliteten, ne, mislim, jaz sem mogel biti takrat, ki je on pel, sem bolj potih, sem mogel peti, ampak jasno, mislim, z leti se pa ta zadeva spremenila. Metod Krajger v oktetu poje vse od začetka, predtem pa je 10 let pel v zboru Kulturno-umetniškega društva Zasip. Petje pa tudi vse ostalo kulturno udejstvovanje so bili v Krajgerjevi družini stalnica. Najbolj mi ostaja v spominu to, ko smo včasih doma. Zvečer je oče vzel harmoniko, majhen špilo, sicer on je bil brez desne roke, tako je malo na levo, pa je spremljal, mi smo pa peli. Tisti bo zame ta najlepši. Čisto prvi njegov javni nastop pa ni bil pevski. Super, tisti bo tudi fajn. Jaz sem bil Janče, se spomnim. Še malo teksta se spomnim, ko sem na oder sva pa šla, sem jaz rekel, očka voz sva naredila. To vem, ta tekst, Ciril je rekel in Rido, vidite Rido. Pa naprej več ne vem. Za njim je spoštljivih 58 let prepevanja in lepi spomini na številne uspešne nastope. Se spomnim, smo bili v Lajpci gor, smo peli v dvoran, 2000 je sprejela ta dvorana. To je bila taka akustika, da če bi se tako zgovarjali, koliko se zdaj mitlje, je bila dvorana še daleč gor, to se po cel dvoran slišal. Gor smo bili pa tako fajn sprejeti, čeprav smo vse slovenski peli, bila je sam nemška publika, pa avstrijska, ampak so nas sprejeli, ne vem. Malo smo tudi kakšno nemško sekali. Takrat smo bili še bolj odprte glave, smo se kakšen, to smo se naučili teh pesmi. Pa se spomnim, smo bili v Italiji, smo bili pa, kako se že reče, v katerem koncu, tle gor, v Trbiža noter smo bili, smo Montanaro peli. Smo vam prišli, so mislili, da se pa samo sem prišel, so pa začeli sprašovati, kje so še ta drug. So se tako drali. Alpski in planinski kvintet ter ansambel Muženič, kvartet Šum in oktet Bled. Niko Krajger, starejši brat Cirila in Metoda, je kot glasbenik in pevec že 60 let predan glasbenemu ustvarjanju. Anton Burja je dolgoletni član okteta in predtem zbora v Zasipu. Več kot 30 let je pel in igral v različnih narodno-zabavnih ansamblih, kot sta bila Veseli planšarji in Blejski kvintet. Začel sem s folkloro plesati in sem enkrat, kitarista ni bilo na vajo folklorno, ena punca je pa imela rojsten dan in smo praznovali. In jaz sem pa tudi kitaro znal, da sem začel, da sem namesto njega kitaro prijel, je pa ta Burjo Francelj, ki je bil tak poznan harmonikar tlele z Mlinga, je rekel, zdaj už pa kar kitaro igral. In sem začel tako kitaro igrati. A ja, kaj mi pa pomeni? Ja, muzika je taka, kot je Boles zmeraj razlagal,
vsa je lepa. A ne? Pa aj moderna, aj poješ tele zborovske narodne pesmi, vse je lepo. Več kot 300 različnih pesmi so preko desetletij zapeli člani okteta. Včasih sem bil dosti solist, sem rad pel recimo kakšnega Semeribančan Vrban, pa Domovini pa taki, no. To so bile take, imaš solo, smeh bolj zavzameš, no, drugače pa imam vse rad. Samo imam pa raj veselek pa žalostne. Čeprav je pa tele počasne, žalostne, se mi zdi, da sem včasih preveč zaspeno. Izhajam iz tega, da sem bil muzikant, da sem veselo igral, ne, to je bila domača muzika. Tenorist Srečo Šmid poje od svojega 22. leta, član okteta Liblet pa je postal pred 18 leti. Njegov moto, če se nečesa lotiš, potem mora biti to resno, velja tudi za petje. Od začetka sem se bal oktetov pa to, ker smo bile pri zborah je le malo lažje, no, tudi ko ali pa pri mešanah, sem tudi pel pri veteranih, ampak tam ni bilo všeč, ampak pa mi pa Ciril zvabil, pa sem bil od začetka kar malo razočaran, pa sem ga čez 2 dni poklical, sem rekel, ne, to pa ni zame, dajte enega drugega dobiti, ker so rabili tenorja. No, pa mi še enkrat pregovoril, sem rekel, pa bom, tako da sem pa pristal, da. Zdaj pa 18 let, zdaj sem tlele. Po skoraj 2 desetletjih v oktetu pravi: Kaj fajn je, se pravim, jaz skozi govorim, da ni vse petje, a ne? Da tudi mora biti ta prava klapa, pa ujemati se, pa se kakor majhno druženje, no. To mi je bolj všeč, a ne? Skozi jaz pravim, saj ni vse petje, a ne? Petje je zanj To je kakor ena sprostitev, a ne? Da se še, na primer, dobro, jaz še včasih rečem, ko imamo vaje, če žikrat se mu bolj na glas, da se kakor po domač povem, da se malo spihaš, a ne? Da malo tisto dušo ven daš, a ne? To zmeram velikrat rečem, a ne? Ker tudi mi po časih v začetka pa je pevotke reče, zdaj pa bolj potiha, ne pa. Ampak malo to včasih vide. Ljubezen do glasbe, pravzaprav nuja po glasbenem izražanju, je bila pri Marjanu Drolcu, basistu okteta, tako močna, da se je prvih glasbenih podvigov lotil kar sam. Tako da jaz sem se pri 5-6 letih naučil sam igrati čistko. Na neki podstrešni mi je na teta ponudila, posodila na tako majhno diatonično harmoniko in so mi bili vsi sit, in sem hodil na podstrešno, v tismo, kjer smo stanovali. In moja prva, bom rekel, zadeva, ki sem se jo naučil, da Čuk se je oženil. No in tako je bilo pa zgodba naprej. Muzika je bila zame vedno en, bom rekel, kot en življenjski sok, pravzaprav skozi celo življenje. Več kot 3200 nastopov je za člani okteta Liblet. Ti so bili vedno nekaj nepozabnega. Nastopi so bili povsod v tistih letih, ko smo mi dejansko rasli, pa smo bili nek na špici, temu tako rečem, na vrhuncu svojega ustvarjalnega opusa. So bili vedno zame nekaj posebnega. Ne. Od, bom rekel, najbolj to so najbrž kolegi že kaj povedali, ko smo nastopali tudi v Leipzigu, v tem Gewandhausu, akustika, skoraj komaj kaj verjameš, da je to res. So bili nastopi, mislim. Vsak nastop pravzaprav, ko smo ga v teh letih imeli, moram reči, da je pustil močen spomin. Predvsem zaradi tega, ker sem čutil, da smo nekaj dali. So ljudje bili navdušeni in tako naprej in tako naprej. In to je tisto, kar dobiš nazaj. To je res, ker ne moreš pozabiti, ne, tega. Najmlajši član okteta je basist Darko Peterman, ki se je ostalim članom pridružil leta 2007. Poje od otroštva, med drugim je bil 2-krat prvi glas Gorenjske,
Kot zborist pa je pel na odprtju nove opere v Ljubljani, na kar je zelo ponosen. Že kot majhen otrok sem seveda v WC-ju se najbolj sliši vse, sem zelo glasno prepeval vse sorte in so se tudi sosedi zelo smejali na ta moj račun, tako da to so moji prvi začetki petja. Meni je petje veselje, se pravi za dušo, duša se nasiti. Sodelovanje v oktetu je zanj posebna čast. Jaz bi rekel, da je kar nekakšen čast, ker je oktet Bled en renome svoj in v gorenjski in v sami slovenski regiji. Se pravi, meni je to čast, da sem lahko sodeloval s teh 15 let z njimi. Zadnji se je oktetu leta 2018 pridružil basist Stanko Stres. Glasba prežema vse kotičke njegovega življenja. Soprogo sta se spoznala prav na pevskih vajah in skupaj z zasedbo prepotovala velik del sveta. Oktet Bled pa je bil zanj. V prvi vrsti je bil to en tak velik izziv, glede na to, koliko so Lip bili, koliko so imeli nastopov ali pa koliko so bili znani. In da so me not povabili, je bilo za mene sigurno eno priznanje. Petje v 3 skupinah, vaje skoraj vsak dan in seveda nastopi. Ljubezen do glasbe pa premaga vse ovire. Če te še publika sprejme, pa imaš eno potrditev, da ne hodiš zastonj na vaje, da tvoj trud ni za manj. No. Ker moram tako reči, pri velikih skupinah, zdaj sem pri 3 trenutno in skoraj ni dneva v tednu, da ne bi imel vaje, s tem, da imamo vmes še kakšen pogreb dopolne. Popolne imamo z drugim kakšen nastop, tako da že kar težko usklajujem ves ta. Včasih se mi kar zdi, da je kar malo preveč, ampak se da, se z veseljem uživam v tem, da pač dokler še lahko. Leta in leta napornega dela, navdihujočih nastopov in veliko odrekanja. Tudi to je bila ljubiteljska kultura. Mi smo imeli toliko teh nastopov. To smo bili 2 do 3 na teden vaje, pa 2 nastopa. Vsak dan smo bili praktično. Leta in leta je bilo to. To je bilo, ampak se nismo primerjali s tem. Sploh pa ne, kar se denarja tiče, to je bilo vse prostovoljno delo. To moram poudariti. To je bilo vse prostovoljstvo. In ta kultura je bila, za moje pojme, imela zaradi tega tudi tako bogatstvo. Ja. To so te zadeve, kjer kultura bogati človeka. No. Jaz morda se motim, ampak mislim, da se ne, ker jaz tako doživljam to zadevo. Ja. Zakaj me sprašuješ?
Mihelčič kot umetniška vodja in pevka z oktetom Lib-Led sodeluje zadnjih nekaj let. Tudi sama iz glasbene družine je prepevala v številnih vrhunskih zborovskih zasedbah. Kaj jo je vleklo vanje? Čast, da smeš, da zmoreš, da imajo radi, da sodeluješ z njimi. Ja, to je pač nobel, ne, pri vsaki stvari. Čim boljša zasedba je, imaš večji interes. Predvsem so pa to dobra glasba, dobri pevci, dobri nastopi, dobri ljudje, dobra družba. Ali pevce kot zborovodkinja zaradi lastnih bogatih pevskih izkušenj bolje razume? Ja, bi rekla, da ja. Da vsekakor, predvsem vem, kako telo funkcionira, kako zrak teče, kako se poje, ne. Tako da z te plati jim seveda lahko pomagam. Pa tudi glede na to, da imam jaz veliko izkušenj res iz raznoraznih situacij, iz raznoraznih zasedb, se mi zdi, da se je pa nabralo res kaj, kar lahko dam naprej, no. V tem smislu pa zato tudi kar dobro sodelujemo. Umetniški vodje Janez Bole, Matevž Fabijan, Tomaž Tozon in Ivan Andres Arenšek so skozi desetletja oktetu vsak po svoje vtisnili pečat. Ja, predvsem oni imajo spoštljivo zgodovino, se strinjam. In jaz tudi spoštujem, vem, vse njihovi zborovodji so bili kar markantne, močne osebnosti v glasbenem in človeškem smislu in so veliko od njih odnesli, ja, tako da jaz se nimam za vrhunec v tej zgodbi lipovski, ampak v tem smislu, da še vedno lahko pojejo, še vedno lahko delajo, ker to za pevce veliko pomeni. To pevcu, da poje, ko enkrat začne, je to res težko nehati, ne? In je to, da oni pridejo, da jim vibrira telo, da gre zrak skozi njih, to je trening za celo telo, pa še za možgane zraven, to je v bistvu terapevtsko tudi in meni se zdi to zelo koristno za vsakega človeka. Glavno vodilo našega sodelovanja je, da pevci radi pridejo na vaje, da radi pojejo in da so zadovoljni, pravi Vida Mihelčič. Ja, jaz jim kar malo pustim, ker oni imajo glede na izkušnje veliko znanja, veliko so že prepeli stvari, oni včasih jaz njih vprašam, kako bi to, kako ste to. In tisto v bistvu eno tako vodilo in kar malo prepuščam, nisem jaz zdaj tle nekaj. Tako, potem pa malo zavižem v kakšno smer tako, ko vidim, da bi se zdala malo izboljšati. Ne vem, intonančno, kakšni detajli, ki so mogoče jih že malo pozabili. Tako, važno je, da so zadovoljni, da radi pridejo, da radi pojejo, da se imajo fajn, da so nastopi uspešni. Kakšnih posebnih visokoletečih ambicij nimamo. Ampak to pomeni, da še lažje, po mojem, vzdržujemo tisto, kar je petje, kar je važno za to, da se malo sem zmeraj korajžen vesel, ker to se pa jezno in kislo drži, ta štajerski fantič pač ni. Ta štajerski fantič pač ni.